Naj cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes sva v Sodražici. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 30 minut. In še trenutna lestvica top 10. Na dolino za nama stoji ta čudovita cerkev. To je cerkev Marijinega vnebovzetja. To je romanska cerkev, zgrajena v današnji obliki med letoma 1641 in 1671, s svetimi stopnicami, ki so bile dodane leta 1780. Ne smemo pa pozabiti tudi kapele svetega Jožefa iz 18. stoletja, kot tudi frančiškanski samostan. Poleg tega pa je tukaj tudi nekaj zelo zanimivega, tako da pejmo pogledati. Tukaj je lipa, ampak to ni edina. Zraven je še ena in ima hiško na drevesu. No pa pejva gor. Upam, da je stabilen. Pa še VC, ja kje pa je? Ta lipa je stara več kot 360 let. Lali, previdno. Evo me, pa sem noter. Najemnina te hiške je 500 € na mesec plus stroški. Oh, we made it! Wow, it's so cool! Zdaj smo v Maticovi etno hiši. Ta zbirka za nama prikazuje, kako so izdelovali suho robo, tradicionalne slovenske lesene izdelke. Ta zbirka prikazuje 3 različne tradicionalne obrti in vsako gospodinjstvo se je ukvarjalo samo z eno. Na prvi postaji lahko vidite vitre, kar pomeni izdelavo košar in lesenih sit. Na drugi postaji vidiva izdelavo škafov. To so velike lesene posode oziroma čebri. Na zadnji postaji pa vidiva izdelavo obodov, lesenih obročev, ki so jih uporabljali za sode in kadi. Tukaj pa lahko vidite tudi stroj, ki so ga uporabljali, da so naredili okrogel obroč. Seveda je tudi pohištvo iz starih časov zelo lepo prikazano. Ampak to ni vse. Najdeva tudi kmečka orodja in še veliko več. Kot je rekla Lali, je tukaj veliko zanimivih stvari, ampak meni 2 posebej izstopata. Prva je kanon, v bistvu nahrbtnik za suho robo. Lastnik Ivan je celo povedal, ko je imel 15 let, je ta stvar bila težja od njega, pa jo je vseeno nosil okoli. Druga stvar pa ta skrinja. Videti je kot skrinja za zaklad, ampak v resnici so to uporabljali ljudje, ki so potovali čez ocean, vanjo pa so spravili svoje stvari. Na tej skrinji se še lepo vidi napis Trst, New York. Razstavljeno je vse od zemljevida iz leta 1922, preše, pripomočka za izdelavo klobas in masla ter še ogromno drugih. Tudi spodaj v pritličju. Tega pa res ne najdeš v vsaki občini. Smučišča? To je smučišče Izver, dolgo približno 400 metrov. Jaz osebno nisem že smučil več kot 10 let. Bo treba priti malo sem, ko bo sneg. Damn, son. In Lali are walking. Kratek ostanek pri ribniku Smejkovec. Deluje zelo mirna lokacija, zgolj 2 ribiča sva srečala. Malo se bo posončila in šla naprej. Zdaj pa malo hoditi. Evo, tlele piše, da morava desno proti Soteski Kadici. O moj bog, druga stvar, ki jo vidva, območje medveda. No. Ne skrbi, Lali, imam palco. Upava, da bo kratka pot. Lali, will you manage? I guess. Našla sva, hodila sva okoli 10 minut. Evo, Soteska Kadice. Poleti, ko je zelo vroče, se ljudje sigurno tukaj pridejo ohladiti. Look at this. Wow. Reka Bistrica je glavni pritok, ki teče v Sotesko. Tukaj je voda iz Dobla, naravne tolmune in veliko slapov, ki izgledajo kot iz pravljice. Soteska je polna divjih rastlin in zaščitene narave. To je eden najlepših naravnih draguljev Sodražice.
Pa hvala Bogu, da nisem videla nobenega medveda. Thank goodness. V 3. in 4. stoletju našega štetja so Rimljani zgradili velik obrambni sistem, imenovan Claustra Alpium Iuliarum. Del tega sistema še vedno stoji tukaj, blizu vasi Novi Pot. Nekoč je bil tukaj 240 metrov dolg zid z 2 stolpoma. Če imam prav, naj bi rimski zid potekal tukaj. Vam pokažem potem, zakaj tako mislim. In tam nekje je stal eden največjih opazovalnih stolpov na tem območju. Kot sem rekel, lahko vidimo ostanke. Zdaj je tukaj tudi cesta, zato so morali del zidu porušiti, da so jo zgradili. Zid pa se je nadaljeval do tja dol. To je bilo to za to kratko lekcijo rimske zgodovine. Če pa obožuješ rimsko zgodovino, potem si definitivno ogled tudi najin video o občini Ajdovščina, kjer najdeva veliko več rimskih ostankov. Občina 31 od 212 končana. Občino Sodražice na najni lestvici uvrstiva na 19. mesto. Če ti je serija všeč, ne pozabi všečkati videa, narod se na najin kanal za več takih vsebin, deli s prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!